Pobuda gledališki tolmač, ki jo je idejno zasnovala agencija Grej, je dosegla pomemben mejnik za skupnost gluhih in naglušnih. 12 slovenskih gledališč je podpisalo zavezo o sodelovanju, kar pomeni, da bodo v letu 2020 na spored umestila vsaj eno predstavo s tolmačenjem v slovenski znakovni jezik. Zaradi razglašene pandemije je program nekoliko prestavljen v kasnejše mesece. In tako so si prvo igro s tolmačem slovenskega znakovnega jezika letos ogledali otroci v Lutkovnem gledališču Ljubljana. Sovica oka je zdaj že legendarna predstava, ki je nastala po knjižni predlogi Svetlane Makarovič. Ob praznovanju 70. obletnice gledališča je znova zaživela v povsem prenovljeni režiji Braneta Vižintina in likovni podobi Suzi Bricelj. Danes sem bila prvič tukaj z igralci, že predtem sem dobila video in pa celotno besedilo, tako da sem si lahko veliko s tem pomagala. Prišla sem malo prej in igralci so že sami vadili pesmice, jaz sem seveda z njimi vadila in nekako smo se že pred to glavno predstavo nekako povezali, gledali so me, zanimiva sem bila. Prvič, ko smo dobili tolmača, je meni bilo zelo čuden, ker je naenkrat neka dodatna luč, ki nekam drugam vleče, ne k tebi, k tvoji lutki, in je bilo kar čudno, ne? Ampak pol, ko se malo vprašaš, zakaj pa kako in da koliko dobrega to prinese drugim otrokom, ki žal ne slišijo, je pa to ful super izkušnja in je pol kot nek soigralec na odru. Meni v bistvu se zdi nujno, da imamo tolmače v gledališču, predvsem zaradi tega, ker se tako trudimo, da bi bilo gledališče res za vse. Med predstavo sem se zamislil oziroma mi je misel šla, kako v bistvu te otroci to dojemajo, in sem se probal postaviti nekako v njihovo kožo, to se pravi, glasbe ni v bistvu nič, kar je zvočenega, in po drugi strani sem si pa rekel, okej, mogoče so že toliko navajeni pri temu znakovnemu jeziku, ampak vseeno se mi je zdelo, da za ipak so za nekaj so v bistvu prikrajšani, ne. Glede na to, da imam jaz v družini gluhe in naglušne, moram reči, da pred leti tega ni bilo in so bili na nek način kar prikrajšani. Torej se mi zdi, da tukaj je kar veliko pozitive in da absolutno pridobijo nekaj. Želim si, da bi se ta projekt gledališkega tolmača obdržal, oziroma si želim, da bi se vključevalo čedalje več in več gledališč. Predvsem tudi za otroke, no, to se mi zdi res nek tak manko, ker so prikrajšani in slišeči in gluhi otroci, no. Pobuda gledališkega tolmača pod sponzorstvom NLB se torej nadaljuje. V letu 2020 je načrtovanih 12 predstav v 12 gledališčih v 7 slovenskih mestih. Program gledaliških predstav s tolmačem lahko spremljate na www.gledaliski-tolmac.si.